V okviru projekta bodo poleg seveda nadvoza na železniško progo, ki je glavni del, najbolj pomemben del za ukinitev ceste tega železniškega prehoda Nivojskega, bo seveda rekonstruirano cirka 1500 metrov državne ceste, urejenih cirka 1400 metrov priključnih cest in pa seveda tudi urejene površine za nemotoriziran promet, torej za pešce in kolesarje. Zgrajen bo tudi podhod pod železniško progo, ki bo pravzaprav ta glavni povezovalna nit med naseljem in avtobusnim postajališčem in pa seveda tudi omogočal dostop ljudem do perona. Seveda vse ureditve komunalnih vodov, svetljava, potem predstavitev regulacije Šentviškega potoka v dolžini skoraj 600 metrov, urejene bo tudi avtobusne in paraavtobusnega postajališča, torej na začetku naselja, pa seveda tudi ostali objekti, torej podporni zidovi, 4 mostovi, 4 manjši mostovi, protihrupna zaščita okrog 400 metrov ograj in pa seveda tudi protihrupna zaščita samih objektov. Torej, prav gotovo je to ena najpomembnejših naložb za našo direkcijo v letošnjem letu. Torej, ocenjena vrednost te investicije 17 milijonov evrov, tega gradbena dela podpisana pogodba v višini 15,1 milijona evrov, 85% teh sredstev zagotavlja Evropski sklad za regionalni razvoj, 15% zagotavlja Direkcija Republike Slovenije za ceste, tako da jaz moram reči, da smo res izredno veseli, da smo postopek javnega naročila, ki smo se ga dejansko zelo bali, speljali pravzaprav brez problemov, kar pomeni, če se malo pošalim, da nismo pozabili delati javnih razpisov, kot nam to eni očitajo in projekt pripeljali do konca na zadovoljstvo tako obeh občin, nas pa tudi verjamem, da občanki in občanom tukaj v tej območju. Seveda je ta naložba ena izmed večjih v močni cestni infrastrukturi na tej cesti G207 in seveda zelo pomembno za naše občane, kajti proti vzhodu, konkretno proti občini Šmarje, je bila do sedaj seveda vrsto let prometni zamašek, kajti tam potekajo 3 železniške proge in seveda tam nadvoz bo rešil veliko teh problemov. Hkrati bomo ob tem nadvozu tudi z osmim železniškim direkcijo dogovorjeni, uredili tudi pločnik iz prognega proti Stopčami, ki je sedaj tudi ena večjih nevarnih točk. Seveda v nadaljevanju pa pričakujemo tudi, da bomo uspeli urediti tudi z evropskimi sredstvi, se pravi finančni perspektivi 2020, tudi navezovalno cesto Kramlje-Šentjur, ki pa bo seveda dolgoročno rešila problem ne samo Šentjurja, ampak tudi konkretno vseh kozjansko-posavskih občin. Seveda nekaj pripomb je bilo, ampak glede na to, da je ta projekt tako velik, mislim, da so te pripombe v manjši miri. Nekaj stvari je treba še seveda urediti, kajti vedno se najde kdo, ki poskuša na tem projektu zaslužiti. To moram pač tako grobo reči, kajti temu je tako. Mislim, da kar se tiče javne infrastrukture in glede na situacijo, v kateri se ta država nahaja, mislim, da bi morali biti okrog teh stvari zelo strpni. Hkrati pa se moramo zavedati, da je lastnina ne samo pristojnost, ampak tudi odgovornost in ne samo osebnih, ampak tudi preko širših prav. Izgradnja nadvoza Grobelno je seveda izjemno pomembno za območje naše občine, pa tudi za samo naselje Grobelno, kjer živi kar precej naših občanov in pa seveda za celotno območje Obsotelja in Kozjanskega. Mi namreč vemo, da po podatkih skozi samo kraj Šmarje je na dan prometa med 9 in 10 tisoč vozil, tako da je tu promet izjemno gost in nadvoz Grobelno bo seveda to, kar vsi skupaj vemo, najprej časovno rešil privoza in odvoza naših občanov na eno ali drugo stran, pa hkrati tudi zagotovil izjemno dobro in lepo urejeno prometno povezavo in ureditev samega naselja Grobelno. Tako da sem z teh dveh vidikov izjemno zadovoljen, da projekt se začne. Pa hkrati lahko izrazim tudi zadovoljstvo v imenu ostalih občin Obsotelja in Kozjanskega, namreč ta nadvoz pomeni tudi izjemno dobro rešitev prometne povezave za ostale občine, zlasti za recimo dve naši največji turistične občine, Rogaško Slatino in Podčetrtek.